Letošnja sezona turistična je pač pokazala tudi tisto, bom rekel, malo manj pozitivno plat tega obiska, da je pač bilo obiskovalcev res toliko, da so bile doline preobremenjene. Predvsem dolina Vrat je bila tista, ki je bila letos pravzaprav obremenjena tako in drugače, in v bistvu glede na to, da je bilo relativno suho poletje, je bila ta, bom rekel, od dvigovanja prahu do prometne varnosti in pa seveda tudi obiska vseh ostalih, bom rekel, obiskovalcev doline in nenazadnje tudi ulicov, so pač na en način trpeli to, bom rekel, preobilico vseh obiskovalcev, in v zvezi s tem in na podlagi tega je občina res, bom rekel, konkretno pristopila k temu, da se začne projekt umirjanja prometa v dolino Vrat, tako imenovana trajnostna mobilnost. Pri Slovenskem planinskem muzeju bi zgradili večja parkirišča, tako da bi velika večina lahko puščala avtomobile v Mojstrani in organizirali nek prevoz za vse tiste, ki pač hodijo bolj turistično, za tiste, ki pa hodijo v gore in se odpravljajo iz leta v leto, pa bi verjetno pustili, da bi lahko prišli še do te rampe v Vratih. Dejansko je projekt zastavljen tako, da v bistvu nam je interes, da čim več motoriziranega prometa obiskovalci pustijo na parkiriščih v Mojstrani izven doline, zato imamo rezerviranih nekaj lokacij. Bom rekel, kapaciteta teh je blizu 500. Zadnja lokacija, parkirna cona, bi bila še vedno pred rampo v dolini Vrat pri Aljaževem domu, vendar vstop v to zadnjo parkirno cono bo v bistvu nadstandarden, kar pomeni, da tisti, ki bodo imeli še vedno željo z avtomobilom priti čisto do Aljaževega doma, bodo v bistvu to mogli plačati v nekem nadstandardu. Vsi ostali, ki bodo pa vozila pustili izven doline Vrat in uporabljali ta javni prevoz, ki bo ravno tako zelen, na elektriko oziroma na zelena goriva, pa bodo na nek način nagrajeni s tem, da v bistvu bodo imeli določene popuste pri parkirnini oziroma bodo imeli tudi možnost ogleda ostalih znamenitosti v Mojstrani, tako da sigurno razmišljamo v to smer, da ne bodo, bom rekel, v narekovajih kaznovani tisti, ki bodo vozilo pustili zunaj in uporabljali javni prevoz, ampak ravno obratno bodo nagrajeni. Kar se pa tiče, bom rekel, pravih planincev, ki grejo pa že zgodaj zjutraj od doma, bomo pa seveda imeli režim, ki bo omogočal tudi njim vstop 4-5 zjutraj. Nam ni namen zapirati dolino za ta namen. Po drugi strani pa seveda tisti, ki pridejo v dolino samo se poslikati, naužiti svežega zraka, pa bodo pač temu režimu, ki sem ga prej omenil, podvrženi. No, cesto čez Vršič, kjer poteka tudi veliko prometa, posebno skozi leto, avtobusov, motorjev, skratka, velika masa prometa, ste se lotili obnove ceste, sicer je ta cesta državna in je bilo v začetku kar veliko hude krvi. Ja, dejansko je s to cesto ta problem, da jo je treba v določenih delih pa terminih bilo zapreti, zato da se lahko zgodila ali pa obnovila kot celota. Druga stvar je pa pač ta povečan promet, ki je seveda tudi na tem odseku, in tukaj grejo prizadevanja skupaj z Bovško občino, ker dejansko gre za cesto, ki povezuje dolino Trente in pa Kranjsko goro, in se pravi, ponovno so pač bila, bom rekel, so bila doživeta oziroma pripravljene analize za, bom rekel, končno, da se usedemo dol, da mogoče še ponovno razmislimo o tako imenovanem tunelu, ki bi pravzaprav razbremenil vrh Vršiča in, bom rekel, omogočil še zmeraj celoletno povezavo Kranjske gore in pa doline Trente.